Pisalo se je leto 2014, ko smo v Slovenijo dobili prve električne Renaulte, prve e-Golfe, e-Ape. No in takrat smo si nekako mislili, da zdaj pa res bo šlo hitro, da zdaj pa res smo vstopili v dobo elektromobilnosti, ko električni avtomobili ne bodo primerni več samo za elektropionirje, ampak tudi za nas, ki se želimo z avtomobili predvsem voziti. In od takrat naprej so velike globalne avtomobilske znamke takrat pa res pospešili in tako smo danes spet na novi prelomni točki. Imamo namreč avtomobile z dolgimi dosegi 350, 400, 500 km in več. Predvsem pa smo dobili avtomobili, ki svojo tehnično zasnovo omogočajo veliko serijsko proizvodnjo, milijonske serije. In bilo je leto 2014, september, snemali smo drugo oddajo Avtomobilnost in pogovarjali smo se s predstavnikoma Društva za električna vozila Slovenije. Čas je, da z njima ocenimo, ali so tempo avtomobilistov zdržali tudi drugi akterji na področju elektromobilnosti. Zdajšnja generacija električnih avtomobilov ni enega več z manj kot 200 km dosega. S tem pokrije 90% Slovencev in dejansko javnih polnilnih postaj ne potrebujemo več toliko. Se je torej mnenje, da za razvoj elektromobilnosti v Sloveniji potrebujemo dobro javno infrastrukturo, a se je to mnenje izkazalo za zmotno? S tem so se ukvarjali ljudje, ki nikoli niso vozili električnega avta. O tem so odločali ljudje, ki nikoli niso vozili električnega avta. Da bomo zdaj se pasali po parkiriščih in nekih javnih polnilnic, tega ne bo več. Ta koncept je bil že itak v samem štartu bolj tako. Te polnilnice, ki so pa, ne vem, po centru, seveda, imele so nek smisel za promocijo elektromobilnosti, pa da je bila pozitivna diskriminacija. In morda bi lahko ocenili, da prav v težnjah po promociji izhajajo vsi problemi z elektromobilnostjo. Namreč, marsikateri župan v Sloveniji je postavil električno polnilnico pred svojo občinsko upravo, bolj zato, da se je lahko poslikal pred njo, kot pa da bi zares ponudil neko uporabno vrednost za uporabnike električnih vozil. In tako je bilo polnjenje na javnih polnilnicah pogosto povezano z raznimi kolobocijami. Jaz sem na primer zadnjič skoraj ostal na morju, ker se je računalnik v električni polnilnici, kot rečemo, obesil in so ga morali sredi polnjenja na novo zagnati. Ali pa zadnjič se mi je zgodilo, da sem klical na center za pomoč uporabnikom in poročal, da ena polnilnica ne dela, če lahko pridejo popraviti, pa mi je operater rekel, da on se s tem že ne bo ukvarjal in je vrgel dol slušalko. Leta 2014, če že glih delamo primerjavo, je bilo takih primerov, ne vem, 60% recimo. Stanje je boljše, kot je bilo. Jaz ocenjujem, ne vem, 90-95% zanesljivost javne infrastrukture. Ja, jaz imam slabše izkušnje. V Domžalah imamo polnilno postajo, za katero nihče ne skrbi. Nihče. Ne deluje, zraven je pa tale umarca odprta, so jo odklenili samo zato, da se lahko saj na umarco priključimo. Ampak bodimo proaktivni in se rajši vprašajmo, kaj bi bilo potrebno urediti. Jaz mislim, da je problem s poslovnim modelom, ker ta proizvajalec polnilnih postaj, vzdrževanje polnilnih postaj prepušča lastnikom polnilnih postaj. Ne pa, da bi ta proizvajalec polnilnih postaj tudi skrbel za vzdrževanje teh polnilnih postaj in brezhibno delovanje. Primer, ki ga imaš v Domžalah, je zelo slab, ker nobenega ni, ko bi vzdrževal tisto zadevo. Ampak takih primerov je ful. Ampak imaš pa tudi dobre primere, recimo. V Celju je dala pa mestna občina v upravljanje Petrolu polnilnice, ko so postavljene po parkiriščih, in te polnilnice zanesljivo delujejo. Zato pravim, da subvencije, ampak subvencije, ko so bile namenjene za občine, so bile pač zgrešena zadeva. Če že spodbujamo, moramo spodbuditi Elektro Ljubljana, evo direktno, tu imaš denar, prosim postavi infrastrukturo ali pa ELES ali pa SODO ali pa ni važno kjerga, pa naredi to. Če imamo 300 občin, kje boš dobil zdaj inženira tam na vsaki občini zato, da bo skrbel, da bo infrastruktura ustrezna. Ker en je ponudnik elektrike, drug je pa tako, ko je enkrat infrastruktura zanesljiva in je nekdo odgovoren za to, Če že imamo polnilne postaje, morajo delati 100% in morajo biti na voljo. In potem je tu zgodba s polnjenjem v službi. Imamo eno testno polnilno postajo, ki jo uporabljajo samo za testiranje službenega električnega vozila. Zaposleni imamo pa približno 10 električnih avtomobilov različnih znamk, pa nihče ne more polniti niti na testni polnilni postaji. Treba je
polnjenje električnih vozil narediti tako, da bojo za podjetja profitabilna, da bojo podjetja v lastništvu svojih zaposlenih videla, da bojo privarčevala pri plačilu prevoza na delo. Seveda bo potem treba urediti obračunavanje, se pravi, kako bodo podjetja obračunala to polnjenje s svojimi zaposlenimi, pa tudi to, kot recimo predvideva Evropska direktiva, da bomo imeli možnost imeti ločene račune, se pravi, en račun za elektriko, ki jo porabimo z gospodinjstvom, in pa drug račun, ki ga imamo za polnjenje. Ampak saj imamo avte z velikimi dosegi, jih bomo pač polnili samo doma. Ampak tudi v okolju, kjer se izvede največ polnjenj, nas čaka svež pogled na aktualno stanje. In ta se imenuje pametna domača polnilnica. Polnjenju doma gre vedno za udobje. Če imaš ti kabel s polnilcem v avtu, pa vsak dan ga vlečeš iz prtljažnika, vtakneš v avto, poiščeš šukovtičnico, vtakneš v šukovtičnico. Druga stvar je, če prideš samo domov in samo enostavno kabel vtakneš v avto. Ampak sej, lahko poskusva, imaš v ID-ju ti kabel? Imaš, jaz imam pa polnilnico, pa da vidiva, kjer bo hitrejši. Ok, kamera teče. Jaz sem že, a ti kaj pomagam? Ja, dajmo sprobati. Pa ne samo, da je hitreje, tudi manj umazano je, ampak bistvo polnilnice je predvsem v nadzoru polnjenja. Pametna polnilnica mora omogočati dinamično polnjenje avtomobila, se pravi, da ona zna z avtomobilom komunicirati, da se avto polni s tako močjo, kot je tisti hip na voljo. In kot drugo, mora znati na drugo stran komunicirati in biti povezana z nekimi zalednimi sistemi, ki pa lahko povedo od tega, kakšne so tarife in seveda potem polni takrat, kadar je ceneje, ali pa da ji povejo pač, koliko je za njo tisti hip moči na voljo in ona s tako močjo potem komunicira to moč z avtom, da se avto s tako močjo polni. Se pravi to, da mi lahko samo pogledamo na telefonu, kolikrat smo v preteklem mesecu polnili, pa koliko smo energije porabili, to ni pametna polnilnica. Ugotovili smo torej, da počasne javne polnilnice niti niso tako zelo nujne, ampak nujno pa potrebujemo hitre. Zelo hitre. Ko se jih je prvič postavilo pred kakimi 5 leti, so bile to res hitre polnilnice. Z močjo 50 kW so praktično presegale zmogljivosti polnjenja vseh avtomobilov. Ne? Zdaj se pa vedno več prodajajo avtomobili, ki se lahko polni tudi 125 kW moči, polnilnice so pa še vedno 50 kW. Tako da tukaj bo treba narediti korak naprej. Je pa seveda res, da je to, bom rekel, malo preveč mogoče prepuščeno trgu samemu, se pravi, vendar bi bilo treba ponudnikom, ki se za to odločijo, pomagati strani države, ker to je le neko osnovni pogoj, da lahko ljudje potujejo z električnimi avtomobili, da tudi dobimo v končni fazi turiste, poslovne uporabnike, ki pridejo z avtom. Ti fiksni stroški obratovanja so še vedno previsoki in glede na to, da bi moralo nam biti v interesu, da gremo čim bolj na e-mobilnost, bi mogla tle država nekaj narediti. Da bomo držali tempo z razvojem elektromobilnosti v avtoindustriji, bomo seveda morali postoriti še marsikaj. Trgovci postavijo hitro polnilno postajo, jo naredijo brezplačno, potem se pa najdejo razne taksistične službe, ki pa potem to zlorabijo, pa zastonj polnijo svoje taksije. To je recimo ena taka stvar, da bi država morala seveda predpisati, da če imaš električni taksi, si moraš postaviti lokacijo, kjer boš polnil. So pa tudi težave, ki jih zakuha kar država neposredno. Najhujše je to, da z danes na jutri subvencije zgine. Niti poslovni subjekti, niti fizične osebe ne morejo narediti nekega finančnega plana, če ne morejo biti prepričani, da ko bodo šli v izvedbo, da bo sploh tisto, na kar so računali, v tem primeru subvencija, še obstajalo. To se je predvsem pri avtomobilih zgodilo, da si naročil avto, si ga plačal in potem, ko je bilo treba vložiti za subvencijo kot fizična oseba, torej, ki si ga registriral, se je izkazalo, da subvencije ni več in si bil ob tisti denar, za katerega si računal, da ga boš dobil. Sistem bi bil lahko tudi popolnoma elektronsko voden, to pomeni, da bi se recimo takrat, ko je potrjeno naročilo v salonu, si ti plačal neko aro, pa tako naprej, avtomatsko že prek računalniške povezave s sistemom za subvencije zgodila subvencija. Ko jo pa ne bo več, bi pa tudi avtomatsko že ob nakupu vedel, da jo ni več. Ampak vrnimo se spet k počasnim javnim polnilnicam. Posamezniki jih za svojo elektromobilnost v resnici res ne rabi več. Ampak potrebujemo pa jih kot družba.
Vsa ta polnjenja na počasnih polnilnih postajah v resnici pomenijo en način uravnoteženja omrežja. Če so polnilnice dovolj pametne, potem lahko v enem dolgotrajnem polnjenju, recimo pred podjetjem, ko so avtomobili 8 ur priklopljeni, upravljalec omrežja postane tisti, ki malo krmili to polnjenje. Se pravi, da reče, zdajle je elektrike premalo, bomo zmanjšali moč polnjenja, ali pa zdajle je preveč, pa jo bomo povečali. Na dolgi rok, ne, ali bomo kupovali baterije, pa jih bomo postavljali gor nekje v Jesenicah, ne, zato da bo regulirati, pomagali omrežje, ne, ali bomo isti denar vložili v te, ne vem, štromarske avtomobile, ne, pa jih na pameten način regulirali. Milijon avtomobilov, ko bo enkrat na cestah, pa če bo imel vsako povprečju, ne vem, 70 kWh baterijo, so to gigavatne ure, recimo temu enega vmesnika, enega bufferja, s katerim lahko si upravljavec omrežja pomaga. Tako da je denarje, ki ga mečemo dejansko čez okno, ne, mislim. To pomeni, da v resnici potrebujemo še veliko večje število počasnih javnih polnilnic. Lahko so to celo bistveno počasnejše polnilnice, morajo pa biti pametne in na njih ne sme biti omejitve polnjenja samo za 3 ure. Govorimo torej o polnjenju pred trgovinami, v službah ali pa na takšnih parkiriščih. Povedano drugače, tako kot morajo biti pametne naše polnilnice, v resnici potrebujemo, da bodo tudi državne odločitve v zvezi z elektromobilnostjo pametne.